Se spomnite, koga ste sovražili pred 10 leti? Aleksandr tukaj. Mogoče niste pred 10 leti nobenega sovražili. Mogoče vam je samo bil kdo antipatičen ali pa je nekdo nekaj naredil, kar vas je razjezilo. Vendar danes ste bolj ali manj te osebi odpustili ali pa je ta občutek bistveno manjši. In če danes imate v sebi sovraštvo, če imate v sebi negativne emocije do drugih, se jezite, jih kritizirate, obžalujete, karkoli negativnega razmišljate danes o drugih, je podobno, kot če bi vi pili strup, zato da bi drugim hoteli škoditi. Ker s tem najbolj škodite sebi. In če ste pred 10 leti imeli nekoga manj radi, da ne bom uporabil te besede sovražili, ker verjamem, da ste bili tudi pred 10 leti razsvetljeni, brez negativnih občutkov in nobenega niste sovražili. Če ste pred 10 leti imeli negativne občutke in danes so ti občutki bistveno nižji, ali pa so skoraj izginili, ali pa jih ni več, ste šli naprej, ne bi bilo simpatično, dobro, koristno, če bi isto naredili za vse ljudi, ki danes vam niso simpatični. Preprosto v mislih in lahko tudi na glas z besedami. Se odločite, rečete, grem naprej, odpuščam, tudi če se ne strinjate s tem, hvala za karkoli je ta oseba naredila ali pa ni naredila, ker ste vi zrasli, dobili malo več mišic, ste postali drugačna, boljša oseba zaradi tega in premaknite se naprej. Škoda časa, škoda energije. Ni vredna ta oseba, da vi izgubljate energijo. Ni vredno. To je vaše življenje. To je vaše predragoceno življenje. Izkoristite ga, imejte ga radi, uživajte ga. Če vam je bilo to coaching vprašanje koristno, vas prosim, če kliknete na like. Komentirajte, všečkajte, delite, pomagajte mi, pomagati večjemu številu ljudi. Hvala, ker ste všečkali, hvala, ker ste delili in sedaj se vprašajte. Je kakšna oseba, ki vam ni tako simpatična danes? Kakšna oseba, ki jo morda sovražite danes? In če bi jo čez 10 let, a pa še prej, če bi jo odpustili, če bi se ne ukvarjali s to osebo, naredite to že danes. Že danes se osvobodite in že danes naredite nekaj dobrega zase, za vaše življenje in za prihodnost, ki se jih bližate. Res hvala. Se vidimo na naslednjem coaching vprašanju? Ok, se vidimo tam. Do takrat, like, komentirajte nekaj. Tudi ena smeškota lahko daste v komentarček. In delite. Dajmo še komu reči, ne se neha jeziti, ne odpusti in ne gre naprej in ne živi svobodno življenje.